živijo. Jaz si sam tle delam eno fulušno sladico z kruhovega narastka. Vmes pa berem internet, ker internet je za brat. Ampak resno, ljudje. En komentar sem dobil in sicer, glede na moje recepte, ker tole danes, kar delamo, je bio jabolka, bio vse. Ker jaz imam rad bio. Bio je polno okusa, ampak pazi to, kam je napisal gospod Samo Ekovec. Samo Ekovec pravi, a vi še vedno verjamete, da so danes izdelki sploh lahko še bio? Ovce. Res. Mislim, ovce so lahko bio, pa tudi kaj druga je lahko bio, samo. Jaz verjamem, da so izdelki lahko bio. Zakaj pa ne bi bili bio? Mislim, ne razumem. Samo prosim, jav se mi spodaj komentar, pa mi povej malo več, ker ne razumem te. Zdaj pa pejte sem pogledati tole čudovito sladico, ki jo bomo danes pripravili. Tole je kruhov narastek z jabolki, reciklirana zadeva, zdaj ga sam popečem na obeh straneh, pa ga bomo pa postregli skupaj s slano karamelo. Ko bi vi vedeli, koliko se jaz za vas žrtvujem. Mimogrede, trenutno štejem kalorije, jaz moram to zdaj jesti. Ne da moram, hočem jesti, ker se je toliko težko zadržati. Ste vi to videli, tole, ko se karamela, vroča karamela po smetani dol preteče in se vse skupaj zmeša na tako čudovito, rjavo, belo, slastno omako. Dajmo probati. Jaz ne grem več nikoli na fitness. Dajmo tole skuhati, pa da ko imam polno usta. Fantastično je! Priprave te sladice se lotimo tako, da najprej vzamemo kruh, najbolje, da je star par dni, čisto rahlo suh in ga narežemo na takole približno par centimetrov velike kocke. Star kruh je dobro uporabiti zato, ker bo pil več tekočine kot svež. Zdaj pa v vrču zmešamo mleko ter smetano in vse skupaj vlijemo v lonec, dodamo strok vanilije, naribamo limonino lupinico in pričnemo nežno segrevati. Segrejemo skoraj do vretja, nato pa pustimo, da se malce ohladi. V ločeno skledo ubijemo 4 jajca, katerim primešamo sladkor. Vse skupaj začnemo stepati z metlico in stepamo toliko časa, le toliko, da se sladkor raztopi. Zdaj pa tole malce ohlajeno mešanico mleka ter smetane postopoma prilivamo k jajcam in mešamo. Pazimo le toliko, da mleko res ni prevroče. Dodamo še cimet ter sol in vse skupaj premešamo ter prelijemo čez natrgan kruh. Tole zdaj malce premešamo in pustimo stati par minut. Vzamemo še 2 jabolki, ki ju olupimo ter ju naribamo kar neposredno notri v maso za kruhov narastek. Vse smo že dodali v skledo, zdaj je pa čas samo, da dodamo še malce limoninega soka, tako da bo poskrbelo še za svežino te čudovite sladice. Jabolka prav tako umešamo in zdaj tole vlijemo v pekač, ki je bil namaščen in obložen s papirjem za peko, tako da bomo naš narastek dobili lažje ven iz pekača. Kruhov narastek gre zdaj v pečico, pečemo ga 40 do 45 minut pri 180 stopinjah Celzija. Ko sem pa začel segrevati pečico, sem dal pa noter še pladenj z vodo, kajti pečemo ga v vodni kopeli in na takšen način je mogoče en izmed bolj varnih načinov, kako vlivamo vročo vodo, da se ne opečemo slučajno, kot tle vlivamo. Skratka, 45 minut, ajs, pečici, ajs. Pa vodni kopeli, zaradi tega bo bolj kremno. Po približno 40 minutah je moj narastek pečen, previdno ga odstranimo in pustimo, da se popolnoma ohladi. Še najbolje je, če ga ohladimo in damo čez noč v hladilnik. Pripravimo še karamelno omako, to naredimo najlažje tako, da sladkor stresemo v lonec, mu dodamo čisto malo vode in počasi kuhamo, toliko da porjavi.
Ko karamela porjavi, odstavimo, vzamemo smetano, ki je fino, da je dobro segreta, to pa zato, ker bo potem malo manj burna reakcija, pazite to. Premešamo karameli in ko se tole v celoti stopi, dodamo noter še pol žličke soli, na koncu bomo pa primešali še hladno maslo. Pa je karamela narejena. Karamela je zdaj pripravljena, smetana umešana, vse kar še manjka je pol žličke soli in pa na kocke narezano hladno maslo, tako da bomo dobili tisto res žametno, svilnato teksturo karamele. Na tej točki lahko, če želimo ali pa če imamo še kakšen višek jabolk, ta narežemo na manjše kocke in jih vržemo kar direkt še v vročo karamelo. Je pa tako, da če bomo to naredili, je fino, da se to porabi nekje v parih dneh, ker sicer se jabolka preveč zmehčajo. V tem primeru pa priporočam, da pustite kar samo karamelo, pa si jabolka spotoma narežete. Zdaj bomo pa tole sam še popekli ta kruhonarastek in serviramo. Jami. Jaz rad karamelo prelijem v steklen vrč, tako da jo po potrebi pogrejem tudi v mikrovalovni pečici. Zdaj si pa le privoščimo ta čudovit kruhonarastek, prelit s karamelo, obložen s stepeno smetano in malce mandljevih lističev. Dober tek vam želim!